Živijo tukaj Valentin, ura je 5 minut do 7. Danes bom pa govoril o boju med dobrim in zlim, med dobrim in hudobnim. In glede tega imamo precej raznih hollywoodskih filmov, knjig, zgodb, pripovedk, basni, pravljic. V vseh teh manifestacijah se govori oziroma prikazuje zlo kot neka poosebljena, fizično manifestirana, ločena oblika nekega bitja, proti kateremu se borimo za uporabo fizične sile, agresije, ubijanja. In tudi v resničnem življenju se to kaže kot boj v obliki umorov, samomorov ali vojenj. Naj bi torej neko bitje bilo ali dobro ali slabo, oziroma tisto, ki je dobro ali slabo bitje, naj bi tako bilo po njeni sami naravi, ki jo je nemogoče spremeniti, in zato se kaže kot edina rešitev za to, da bi se odstranilo zlo iz tega sveta, v tem, da bi se ubilo bitja, ki so po njihovi naravi slaba, ki so zlobna, ki imajo škodoželjne namene. No, v resnici pa je tako, da ni slabega in dobrega, kajti vse, kar obstaja, vsak delček stvarstva je enakovreden, obstaja, ima svoje zavedanje. Samo človek je tisto bitje, ki je v stanju ločenosti, ker je ujeto v um pa je princip ločenosti od realnosti. Človek v domišljiji, v svoji predstavi stvari začne deliti na dobro in slabo. In ta ločenost v našem umu nam tudi da občutek naše ločenosti od ostalih živih bitij, od ostalega stvarstva, in nam omogoča neko prepričanje, da lahko storimo karkoli hočemo, da drugim lahko naredimo karkoli si zamislimo, vendar za to ne bomo nosili nobene posledice, in da edino, kar je potrebno ščititi, smo mi sami oziroma naše lastno fizično telo. In to je v bistvu edina in resnična zloba, egoizem, ki obstaja na tem svetu. Kajti ostala živa bitja so v polnem stanju zavedanja, delujejo odgovorno. Lahko glede tega pogledamo živali in rastline, ki niso nekako sebični, ampak so v stalnem zavedanju svoje lastne odgovornosti na tem svetu. In to našo človeško zlobo, to našo ločenost v umu je možno odpraviti. Ni to res, da je nek človek zloben, ampak
je samo prevzel določene miselne in vedenjske vzorce in te vzorce je možno preobraziti. Ampak tega se dejansko v naši družbi ne dela, se ne razume. Zato nekega človeka, ki je storil neko recimo škodljivo kriminalno dejanje, nasilno dejanje, enostavno strpamo v zapor in ga tam pustimo, brez da bi mu pomagali pri temu, da bi prepoznal svojo ujetost v To je seveda posledica tega, da niti ne obstaja še v družbi znanja o tem, kako resnično deluje. In zato je tudi moj namen, da se to znanje, ki je končno prišlo sedaj v stvarstvo, da se razširi, da se lahko potem učinkovito pomaga tem osebam, ki so nekako postala zlobna. Rešitev torej obstaja. Slabi ljudje lahko postanejo dobri, lahko se začne živeti z upoštevanjem enakovrednosti in enakopravnosti vseh živih bitij. Samo potrebno je imeti znanje, kako dejansko deluje, kako nas z proizvajanjem misli in čustev zaslepi in obsede. In tudi potrebno je informirati ljudi o tečaju, spletnem tečaju, ki smo ga pripravili, ki se imenuje Deep Light oziroma Destiny iProcess Light, do katerega povezavo najdete v opisu tega videoposnetka. Tako da vas vabim, da ne nasedate nekim filmskim prizorom, kjer se skuša prepričevati, da je zlo neko poosebljeno bitje izven nas samih, kajti zlo je v nas, zlo je naš lasten ki se ga moramo osvoboditi in ne moremo ga ubiti na hitro za uporabo sile, agresije, nekih smrtonosnih zunanjih materialnih sredstev. Potrebno ga je počasi odstranjevati, miselni vzorec za miselnim vzorcem, za uporabo pisanja, za uporabo ozaveščanja, sprejemanja lastne odgovornosti, samoodpuščanja in samozaveze. Edino na ta način se bo lahko zlo iz tega sveta resnično odstranilo. Hvala za pozornost in nasvidenje.